vsi lepo, da ste prišli v takem velikem številu. Jej! Zakaj smo danes tukaj? V sredini, v centru Ilirske Bistrice ste najbrž že prebrali v enem letaku, zato da posnamemo en podcast, kakšno dobro, zanimivo udarimo o prehrani v trailu in ultrateku nasploh. 4 gostje so tule. Dietetik, ultratrail tekač, trenerka, gorska tekačica in vsak bo nekaj pridal na to temo. Najprej pa bi spoštovane dal besedo v tej epizodi podcasta Zagret za tek, ki jo po dolgem času spet uživo, kar me veseli. Ja, to, kar jaz delam zdaj večinoma prek Zooma, ja, je tako, vse lušten, vse mi je fajn zavohati švic sogovornika. Hecam se. Ni fajn, Blaž, ne. Hecam se, spet se hecam. Zato, da malo razbijamo. Najprej bi pa dal besedo, seveda, Gregorju Kostiću, ki nas gosti tule. Ja, on je organizator snežiških tekov. Naslednji teden, 14. junija, bo tukaj spet festival trail teka in Gregor, prosim, naporu tebe za nekaj besed. Če smo tvoji gosti, se spodobili pravično, da ti nekaj poveš. Hvala, Marko. Tako, ko si povedal, gostje ste Tekaškega društva Bistrici in naše ekipe snežniških tekov. Tako da mene veseli, da smo tudi v društvu uspeli nekako nadgraditi naš dogodek in da počasi nadgrajujemo, si želimo pokazati vsem, da tudi v Bistrici smo sposobni organizacije neke večje tekaške prireditve. Tako da hvala najprej vsem gostom, hvala Barbara, tebi, da si to ekipo nekako, da smo se ujeli, da si to ekipo zorganizirala, skoordinirala. Hvala tebi, Marko, in udeležencem, tako da jaz bom kratek, vse skupaj vabim, kot je že Marko povedal, 14.6. snežniški teki Črne Njive pri Ilirski Bistrici, vabljeni na 10, 17, 31 km, imamo tudi pohod in seveda nismo pozabili tudi najmlajše. Skratka, vabljeni prihodnjo soboto, 14.6. Prijave so še zmeraj odprte, tako da ja, hvala in Marko, ti predajam besedo. Aplavz za Gregorja. Naslednji teden bo lepo vreme, soboto pa sploh, tako da če še niste prijavljeni, se prijavite. Zdaj pa gremo kar k našim gostom pa naši temi. Nestrpni za že, ko mi čakali, če ne govorim. Kaj jesti pred tekmo, me zanima, kaj pa med treningi, po treningih, kaj za regeneracijo, kaj so miti, v kateri verjamete, pa jih bomo danes razbili s 4 odličnimi gosti. Grem z desne proti sebi, Blaž Grmek. Ja, človek je višji zdajle, kot zgleda, ker sedi, košarkaš, kakor hočete temu reči, drugače pa magister dietetike. Ja, sodeluje z vrhunskimi in amaterskimi športniki ter z mladimi športniki, ki trenirajo kolesarstvo, triatlon, tenis, košarko, druge športe. Prehrano želi približati na strokoven in posamezniku, to mi je zelo pomembno, razumljiv način. Blaž, živo. Zdravo. Tamle mikrofon, ja, izvoli. Zdravo, Marko. Hvala za to lepo napoved. Aplavz, Blaž Grmek. Se povrstno red sem pa napisal, koliko se ni zdaj, pa to ni bilo držilo. Barbara Jolič, njen ITRA indeks je 691. Na ITRI, zadnje 4 tekme na ITRI je zmagala noro. Zase pravi, da je trenerka, v bistvu pa vrhunska tekmovalka, ukvarja pa se z vsem trenerstvom trail in ultra tekačev. Ja, prek svojega podjetja, življenje v teku, občasno tekmuje, pravi tudi v pustolovskih tekmah. Je mama 2 sinov in ljubiteljica psov in kave. Živijo, Barbara. Živjem, lep pozdrav, lepo je biti v domačih koncih, videti znane obraze in hvala, da smo vsi skupaj tukaj. Aplavz za Barbaro, prosim lepo. Dominika Zupančič-Valant je tista, ki je zdaj v Salamonovem hudiju, lepo, hitro se je preobrazila. Njen ITRA indeks je 669. Zakaj to govorim? Ker mi tak zanimiv podatek, pa tako strokovno zgleda. Drugač pa vem, da ne veste, zakaj se gre, ne, se ni važno. Hecam se, spet se hecam, no, moj indeks je nič na ITRI.
Gorska trail tekačica, tekmuje na krajših razdaljah, zaenkrat še do 35 km je ambasadorka Salomona, znajde se na strmih klancih, najraje ima tekme z veliko višinske razlike. Zmagala je lansko leto Italije na Transpelmo Skyrunu, bila je izvrstno uvrščena še na več drugih tekmah, pa je reprezentantka na evropskih in na svetovnih prvenstvih v gorskem teku je tudi bila. Danes bo spregovorila tudi o Rett sindromu, to boste zvedeli še kasneje. Živijo, Dominika. Ja, živijo, hvala za vabilo, se upravičujem za zamudo, ampak upam, da se oddolžim. A kaj pijete? Ja. Živijo, Dominika, aplauz, Dominika. In last but not least, Anže Somočar, njegov indeks, pa ja, veš koliko je? Zdaj je rato 826. Pa človek je pripravljen pa še 826, iz Vipave en mesec nazaj bil je tretji na 100 mil, sicer je tam že zmagal, norc v vseh pogledih, gorski ultratekač, 100 do 100 mil, tam ga boste najdeli, mogoče letos tudi na kakšni drajši dirki, ja. Pravi, ja, da je za dobre tekme, tudi za treninge, kvalitetna prehrana bistvena, ja. Predvsem pa, in temu tudi govorili, pazi, da ga kakšni prehranski dodatki ne zvabijo, no, to je tema, o kateri bomo spregovorili. Anže je tudi zadnjih 13 let vegan, ker smo pri prehrani, se moramo tudi tega dotakniti, tako da, Anže, pozdravljen, živijo. Živijo, hvala za vabilo. Aplauz, prosim, za Somočana. Anže mi je vse pokvaril, ko je danes objavil story, rekel, če me slučajen Roblek vpraša, si danes že jedel. Ne moram te pravi, tekli ste vsi danes? Kimajo, vsi so danes tekli. Ste vi, ki je tekla danes? Noro, kar kimajo vsi. Nimam čad, ne vidim pogledač. Tako da, kada kimate. Zdaj, Barbara, tvoja je prva beseda, ker si kriva, da smo se tule dobili. Ideja Barbare Jolič je bila, da se v Ilirski Bistrici dobimo in kakšno rečemo za takim omizjem. Barbara je med drugim lansko leto tudi zmagala na tem trailu, na 31 km, je res? Res je. Kako je bilo? Fajn je bilo. Bilo je vroče, lepa trasa, 31, ko sem laufala, to je Kozlek trail. Mičkan divja, kar je čist lušten, ampak malo bolj naporno, kot kakšna druga trasa. Lepo je, ko rožice na polno cvetijo na travnikih in ja, priporočam še komu, da pride probati. Bodo prišli. Zdaj eno vprašanje za uvod, Barbara. Zakaj ti misliš, ne? Oziroma, zakaj je pomembno, da se danes ali pa nasploh o prehrani na trail, na ultratrail, na ultratekih nasploh pogovarjamo v letu 2025? Torej, prehrana je pomemben del priprave, športne priprave športnikov nasploh, ampak tekačev, trail tekačev, ultrašev še to bolj. Daljša, kot je tekma, dlje časa, ko traja, bolj postaja prehrana, zadosten vnos kalorij, hidracija, nadomeščanje izgubljenih elektrolitov, bolj postajajo pomembne komponente. In bolj pravilo kot izjema je, da se tukaj soočamo s težavami, izzivi, tako da avtomatsko to postane pomembna tema, pomemben del priprave treningov, strategij za tekmo. In potem, super, bi še kaj dodala? Dodala, ker si omenil ultra je tudi en najpogostejših ali pa najpogostejši razlog za predčasen odstop od tekme, za nedokončanje tekme. Tudi ti zmanjka energije, tudi imaš prehranske težave, prebavne težave ali pa kakšna dehidracija in podobno. Tako da je pomembna tema. Odlično. Evo, potem smo na pravem mestu z pravimi ljudmi. Blaž, ti si človek, ki ima strokovne reference na temo, o kateri se pogovarjamo. Dajmo vse malo osnove ponoviti, malo kakšno reči o makrohranilih, malo sestavi živil. Kje pravzaprav, mi rekreativci, ki tudi smo lahko že v tem športu desetletja, pa pridemo do tebe, najbolj grešimo, in kakšnimi primeri se tudi ti srečuješ v svoji praksi in
kaj bi najbolj izpostavil? Recimo, bil si zdaj skupino 20 ljudi in boš kar na buč ocenil, kaj rabimo vedeti za to, da nam bo jasno tisto, kar smo pogovarjali mogoče še malo kasneje. Karops do wonders. To je odgovor. Ampak ja, šalo na stran. Sigurno, jaz mislim, da bo najlažje odgovoriti na to vprašanje, če verjetno si vozite tudi avto. Ste se pripeljali? Robek si se pripeljal? Kakšnega voziš? Še kar dizla vztraja. Še kar dizla perfektno zaseciranje, kot da smo se zmenili. V bistvu z 5 vprašanji odgovorim na 5 potencialnih problemov in sestavim uravnotežen krožnik za športnike. Prvo vprašanje, katero je najbolj pomembno, gorivo, oziroma kaj omogoča avto, da se pač premika. To so ogljikohidrati, s katerim sem zdaj navrgel že prvo in najbolj osnovno težavo pri ultraših oziroma športnikih nasploh. Drugo vprašanje je, kaj avto drži skupaj, to je ogrodje. To so zelo poenostavljene beljakovine, iz tega smo pač sestavljeni poenostavljeno in to je tudi ena izmed težav, s katerimi se zelo pogosto srečujemo, sploh pri tistih, ki mogoče želijo optimizirati telesno maso in pa si želijo ohraniti predvsem mišične mase. Tretje vprašanje, kaj v bistvu avto sploh omogoča, da se pelje. Pri avtu so to gume, v človeškem telesu so to maščobe, ki v bistvu pač omogočajo, da se avto oziroma človeško telo premika. Zelo poenostavljeno, gum imamo 4 oziroma še kakšno rezervno, 1 in zelo poenostavljeno tudi pri športnikih je, da teh maščob ne rabimo veliko. Torej to je v bistvu zelo pogosto tudi tretji problem, prevelik, nezaveden ali pa pač zaveden vnos maščob. Četrto, kaj omogoča avto, da motor normalno deluje, zdaj, ker ima gospod Roblek dizla, lahko to zelo hitro povežemo z AdBlue-om. AdBlue je v bistvu tekočina, ki je ne rabimo ogromno, želimo imeti pa konstantno, se pravi v zadostnih količinah v našem telesu, tako kot tudi vitamine in minerale, oziroma v tem primeru predvsem sadje in zelenjavo. Spoznali bomo, da ta sicer 4. korak je tudi zelo pogosto težava, sploh ko govorimo o obdobju tekmovanja, ker si tega želimo manj, ker prvi 3 koraki nam sicer dajo vsak po svojo določeno, se pravi, mero energije, medtem ko ta 4. korak zaradi določenih specifik lahko naše prebavila precej razdraži, če malo poenostavimo. In 5. korak, kaj avto daje sijaj, oziroma če je šipa umazana, kaj naredimo? Če to poenostavimo, se pravi, na človeško telo je to hidracija. Izredno pomembna in v bistvu ena izmed zelo pogostih težav. Se pravi, dehidracija, ki bolj vpliva negativno na performance, na počutje in na splošno zdaj, sploh ko je vroče, ena izmed glavnih težav, oziroma pa nadi druga težava, poleg nezadostnega vnosa goriva, to je korak 1. In s 5 koraki sestavimo naš krožnik in to je začetek osnov. Mislim, noro, tako enostavno, pa tako izčrpno, pa tako razumejoče, in res nobene še ni razložil prehrane, ne vem, vam je vse jasno zdaj, veste, kje imate gume, pa kje imate spucane šipe, njih imamo, pijemo vodo tule. Blaž nastavki so izjemni, to bomo še vse razdelali danes. Zdaj, Anže, evo, ki ima veliko izkušenj tudi v ultrateku, pa ki se veliko ukvarja s svojo hrano. Vendarle, če spremljate njegov kanal na Instagramu, veste, da on veliko hrane svoje pripravi sam, da ve, kaj daje v svoje telo. Pa vendarle, ne, zdaj, zdrava prehrana, športna prehrana. Dajmo potegniti usporednice ali pa razlike, Anže. Ja, v bistvu je že Blaž Fuldar povedal to, kar je za mene glavni izziv. Se pravi, ki je rekel sadjem in zelenjavo, ki je ključni del zdrave in uravnotežene prehrane. Če bi jo lahko izločil, pa ne bi bilo nobenih posledic, za sam tek bi jo z veseljem. Recimo izziv, ko zdrava prehrana ni nujno najboljša prehrana za športnika, je, če imam jaz v planu dolgi tek, ga hočem narediti bodisi pred kosilom, ali pa tisti dan sigurno nočem jaz za kosilo nobenih stvari s preveč vlakninami, nobene stvari, ki jo tipično vsi imamo za zelo zdravo, recimo širokolistna zelenjava, kakšen brokoli, brstični ohrovt, take stvari ne grejo skupaj niti s tekmo, o carb-loadingu bomo verjetno kasneje govorili. Se pravi, zdrava hrana je že nasploh se mi zdi taka stvar, ko je treba vedno pomisliti,
kaj je zdravo v nekem trenutku. Recimo sladke pijače pogosto razglašamo za neko najbolj nezdravo stvar, ampak če cel dan nisi jedel in imaš občutek, da se te loteva hipoglikemija, je tista sladka pijača bolj zdrava v tistem trenutku za tebe kot list špinače, recimo. Pa bi nasploh vsak rekel, da je špinača absolutno bolj zdrava. Tako da vedno je vprašanje, v katerem kontekstu. In tudi, recimo, jaz zelo nekako ne odkrivam tople vode, držim se teh splošnih smernic svetovnih institucij glede uravnotežene prehrane, ampak če gledaš za športnike, kakšne ne bi bile recimo dnevne količine natrija, ki ga vnašamo. To se opozarja, ljudje preveč solijo hrano. Za nas, recimo na vroče dneve, če 2 do 3 ure na dan tečeš, je natrij lahko tudi krat 5 tiste dnevne priporočljive maksimalne mere, če si toliko elektrolitov zgubil skozi znojenje. Tako da veliko primerov je, ko je ta zdrava hrana res vprašanje, v kakšni situaciji se ti. Recimo za mene, ki si povedal, da sem vegan, so vlaknine, ki se jih toliko promovira kot zdrave, kvečem je obratno velja. Vlaknin dobim že preveč in moram malo paziti, da jih ne dobim dovolj. Nekdo drug pa recimo, če ima probleme z zaprtjem ali pa če je zelo veliko mesa, so pa za njega res vlaknine. Tako bi rekel, da je to v kontekstu športa treba pogledati, kaj boš recimo tisti dan rabil. In še ena stvar, s katero se blažen toliko strinjam, je ogljikovi hidrati. To je načeloma, to je naše gorivo in zato pravim, če je kosilo, ki ga ne bi imel za najbolj zdravega na svetu, recimo testenine z enostavno paradižnikovo omako. Če imam v planu dolgi tek, je to za mene najboljše kosilo za tisti dan in pred tekmo. Potem kasneje, potem je pa zdrava hrana nekaj drugega, ko bom poskrbel za vitamine, mikrohranila, minerale in tako naprej. In beljakovine predvsem. Lepo povedano, pošteno. Evo, še ena stvar, ki mi ni bila jasna, pa sem hotel malo provocirati s tem vprašanjem. Zdaj, je lahko preveč, ampak boš ti lahko to govoril kot Petraš, recimo, da sem se spomnil, rečeš, ok, jem veliko testenin, potem pa spet nazaj k zdravi hrani, bi lahko bilo še vsem preveč tega napora, pa preveč te procesirane hrane, ker bi preveč tekmoval, ali pa ker tvoje telo to zahteva, pa bi zanemaril te zdrave principe ali postulate, se ti zdi, da lahko ničem greš čez to mejo, ali pač vendarle si človek, ki ne nastopa ravno vsake 14 dni, pa bi dejansko bil ujet samo cikl te športne hrane. Ja, to sem se spraševal. Recimo na tekmi lahko vnesem na pamet recimo 5000 kalorij, ki so relativno prazne kalorije. Praktično so prazne kalorije. Iz maltodekstrina in fruktoze minerale dobim samo tisto, kar je elektrolitov, ne dobim praktično nobenih beljakovin, vlaknin in tako naprej. Ampak če po taki tekmi bom jaz imel potem res 3 tedne časa, da to nadoknadim. To bo itak trajala regeneracija. Tako da ne bi šlo, mislim, da v nedogled to ne bi šlo. Sigurno ne moraš narediti telesu take škode, iti na čisti bencin, recimo, to je, da bi, če nadaljujem blažbo prispodobo, bo treba avto peljati pol na servis, po nekem takem naporu. Se pravi, lahko jaz 24 ur, 100 mil tekmo, grem na praktično prazne kalorije, to je na čisti stvari z najvišjim glikemičnim indeksom, kot jih lahko absorbiramo v 1 uri, vnašam maksimalno, ampak to bo treba ta davek plačati potem v naslednjih 2-3 tednih, da se stvari nazaj normalizirajo, da se mišice zacelijo, za kar bo treba ogromno beljakovin, ogromno energije dodatne, da se mišice zacelijo. Tako da, ja, je tako, kot si rekel, ne bi šlo v nedogled, se mi zdi. Ja, telo na koncu samo zahteva in poskrbi za to, da ga ne zlorabljaš, če si nedogled. Zdaj bo pa Grmek nekaj dodal, prosim, izvolite. Ker smo ravno pri avtomobilih, pa se poznate na barve semaforja, zelo v bistvu se upada tudi pristop, ki smo ga v bistvu omenjali, oziroma pristop, ki ga pri nas poskušamo učiti. Torej, dajmo ločiti, se pravi, obroke, ki so primerni za zahtevne aktivnosti in obroke, ki so primerni za manj zahtevne aktivnosti. Za prispodobo semaforja, če upoštevate cestno-prometne predpise, ko pač posveti zelena luč, je to asociacija, se pravi, da avto lahko spelje, če hočemo, da avto dlje časa pelje in se ne ustavlja, rabi veliko goriva. Torej, v naših primerih so v naši praksi zelene obroke tisti, ki so primerni za zahtevne treninge. Medtem ko obratno, se pravi, rdeči obroki, če upoštevamo cestno-prometne predpise, se avto ustavi in dajmo razmišljati, se pravi, izven tega konteksta. Torej,
V teh primerih so energijske potrebe bistveno nižje, kar pomeni, da lahko več izkoristimo, se pravi na račun višjega vnosa vlaknin, sadja, zelenjave in pa pač raznolikosti. In zelo pomembno se mi zdi, da ko športnike učimo, oziroma ko govorimo o športni prehrani, da znamo ločiti, se pravi, ta dva konteksta. Oba sta pomembna in oba sta v določenem primeru lahko zdrava prehrana oziroma ta vredna za športnika. Hvala, Blaž. Evo, mislim, da smo dobro razdelali tole temo, da pa dajmo še Dominiki besedo, no. Čeprav si zadnja prišla, evo, zadnja si prišla do besede, Dominika, živijo vseeno. Ti, recimo, nisi ultražica, si pa gorska tekačica, pa si gibljaš tudi v svetu gorskih tekačev, kjer so te napori krajši, bolj intenzivni. Koliko se v tem svetu ukvarjate s recimo planiranjem, načrtovanjem prehrane, s prehrano samo, oziroma ali se je premalo, se je dovolj, bi se lahko več? Tvoj pogled, recimo, na to. Ja, jaz bi rekla, da se premalo. Oziroma, do točke, ko se začneš ukvarjati, se pride ponavadi, kadar gre nekaj narobe. Sploh pri tekih, ki so krajši, to pomeni, da lahko malo bolj, če lahko to rečem, golfamo. Še vedno prideš do cilja, tudi če se narobe, saj delno, prehranjuješ včasih tudi ne, ampak zato je to pač še toliko bolj pogosto, da o tem niti ne razmišljaš. Ne pride do te potrebe, potem nekako že spolgaš. Zdaj, odvisno kako zelo si želiš, da pač napreduješ. Tukaj mogoče, ja, bi najbolj podarila, da pač za neko napredovanje bo, če je potrebno, tako da bolj različne stvari nas pripeljejo do tega, da začneš razmišljati tudi o tem. Danes pač razmišljaš o tem tudi zaradi tega, ker se o tem veliko govori. Je pa tako, da pač res dejansko te napori niso, zdaj moramo tudi malo razdeliti, ampak v gorskem teku pač gorski tek daljši od 1 ure ni, no, tako da tam v bistvu včasih tudi sama, ko sem začela, tudi moji mentori, ko sem začela, mi o tem sploh niso nič omenjali, tako da v bistvu zdaj, a je to prav? Jaz mislim, da ne, ampak pač danes, dokler se sam ne angažirati, to pač se ni. Bi pa lahko bilo, no, ker se mi zdi, da to je zelo pomembno. Ampak ja, se pravim, dokler ne gre nič narobe, načeloma o tem zelo malo se razmišlja. A je pa še napredek po tvoje, no, kar si ti v tem športu, tudi na področju ukvarjanja s prehrano, dajmo reči, kar vrhunskem športu na način, na gorskem teku, je kakšna razlika ali smo še kar tam, kjer smo bili? Prej se rekla, veliko se govori o tem, že absolutno zaradi tega se ukvarja, ampak na nivoju tekačice, kaj pa na nivoju trenerjev, svetovalcev, reprezentance, če smo že pri tem. Je kakšen napredek, je kakšen premik na bolje, je kaj drugače? Jaz bi rekla, da v naših krogih, slovenskih, bi rekla, da niti ne, oziroma je bolj odvisno od posebnega angažmana. Je pa res, da na splošno, na svetovni ravni, profesionalno, bi pa rekla, da tukaj pa je vse nekako pomika naprej. Zelo veliko, ne vem, no, zdaj pač mogoče to iz mojega balončka lahko gledam, lahko se opira na kakšne druge športe, kot je na primer kolesarstvo, ker je to že dlje časa veliko bolj popularno. In ja, na višji ravni je dejansko, meni so enkrat rekli, včasih je bil doping, zdaj pa hrana. Vsak ne si pač o tem svoje misle, ampak pač načeloma bi rekla, da v splošnem se o tem, da je zelo napredovalo. Zdaj, kar se pa naših krogov tiče, bi pa rekla, da pač odvisno, koliko se sam okoli tega zavedaš, kaj ti v bistvu najbolj, mislim. Je tudi tako, sej pravim, pač gre, tista ura gre, zdaj pač sam kaj si pač ti želiš, oziroma kaj tvoje telo pokaže na daljši rok, predvsem na daljši rok.
to je zdaj istočnica za Blaža. Evo, Blaž, ti se ukvarjaš z amaterji rekreativci pa s profiči, ne? Zdaj pa ti povej iz svoje, rekel, prakse, kdo, kaj, koliko bi se moral zdaj s tem ukvarjati, oziroma dajmo biti čisto konkretni. Dominika laufa 45 minut, Anže laufa 19 ur, kdo bi se moral s prehrano več ukvarjati, na kakšen način, kje so bistvene razlike, no, dajmo konkretizirati zadeve. Mislim, s prehrano bi se načelno mogel ukvarjati vsak, tudi tisti, ki sam leži na kavču večino časa. Tisti sicer, če dam na prispodobo, ne bo imel zelenih obrokov, ampak osnove, katere mnogi zanemarjajo, pa je smiselno razdelati tudi s tistim. Ker marsikdo se ne zaveda, da je pač osnovne energijske potrebe, da mi tukaj lahko zdaj smo, živimo, govorimo, pametujemo, pokriva pač nek večinski del energije in to so v teh naših primerih obroki primerni za manj zahtevne aktivnosti. Čim se doda še kakšna aktivnost ali več ur le-te, potem so energijske spremembe občutno više. Koliko više zavisi od posameznika, telesne sestave, porabe, tempa, če kolesarim do vatov in tako dalje. Pač razpon je ogromen. Kot primer lahko dam, čez teden dni štarta moj kolesar dirko čez Ameriko, 4800 km, poraba energije bo med 13 do 15 tisoč kilokalorij v dnevu in to so ekstremne velike porabe in mislim, da moramo tukaj vsi biti čarovniki, da to implementiramo v prakso, dočim na nekih seveda nižjih, se pravi aktivnostih oziroma krajših, potem gre od te številke ponavadi navzdol, se pravi, da si predstavljamo, on bo kolesaril povprečno verjetno med 20 do 22 ur na dan. Zdaj pa primer, naprimer pa tekačev, pa ja, sigurno 4, 5, 6 plus minus tisoč na dan, ko govorimo o ultri, če pa je pač to krajša aktivnost, 45 minut, 1 ura, ura pa pol, pa ja, spet res zavisi od posameznika, že osnovnih potreb in potem nastavek dodamo individualno. Gremo malo pred tekmo. Carboloading, mogoče termin, ki je bil uporabljen velikokrat, včasih zlorabljen. Kaj zdaj s tem carboloadingom? Zadeva stoji, ne stoji, je uporabna za tekače na krajših tekih, je to za ultraše, ali je vse skupaj samo, rekel, modna muha, ki pač nima večje. Če pogledamo literaturo, je carboloading v pravem pomenu besede, to pomeni, da, oziroma, če pogledamo zgodovino, je bil včasih izveden 2 do 3 dni pred tekmo, zdaj vemo, da lahko pač glikogenske zaloge, to je skladišče hidratov, se pravi goriva prvega koraka pri sestavu krožnika, govorimo o cifrah 10 do 12 gramov na kilogram telesne mase, oziroma v primeru profesionalnih športnikov potencialno še več. Tam prej, če je aktivnost daljša od ure in pol, dočim, se pravi, če je aktivnost krajša, se pravi tekmovanje od ure in pol, govorimo o nekem prilagojenem carboloadingu, kjer pa vsem ciljamo, se pravi, na višje vnose, to pomeni pa navadi v praksi med 6 do 10-9 gramov na kilogram telesne mase. Torej, carboloading je v bistvu osnova, da nastavimo, se pravi, naš avto, da je pač pred potovanjem poln rezervoar, ker enostavno samo za zadostno visokim vnosom vmes ta rezervoar vmes ne bomo mogli več polniti nazaj. In v bistvu osnova tega je, oziroma osnove prehrane v tem primeru je, da pač začnemo s polnimi zalogami in osnova prehrane vmes je zgolj podpora, da se te zaloge, oziroma da te zaloge počasneje upadejo, kar pomeni, da zakasnimo utrujenost. Zdaj protokol, carboloading protokol je lahko za marsikoga tudi naporen, posebej z vidika prebave same, glikogen hkrati veže še vodo, se pravi, moraš povečati vnos vode, potem si ukoren, težak, imaš ves čas si na WC-ju, ker samo makarone ješ v bistvu. Zdaj, ali so pozitivni učinki, praviš, odtehtajo negativne učinke, oziroma kako pripraviti, recimo, svoj prebavni trakt na to, da boš pa zdaj v zadnjem tednu dejansko spremenil svojo prehrano in mogoče tvegal tudi kakšno tako prekinitev. Odgovor na to je predvsem enostaven trening, da ga, se pravi, trenirajo prebavila, ampak klasičen problem je, da se rekreativci spravijo prebavila trenirati dan pred tekmovanjem.
in to je absolutno prepozno. Za trening prebavili rabiš kar nekaj časa, saj 14 dni, 3 tedne in navzgor. To pomeni, da strategijo, ki jo boš preizkusil na tekmovanju, prej obvezno, saj nekajkrat preizkusi tudi na treningih. Posledično boš tudi prebavila navado na tak pristop. Po drugi strani pa težave, katere opisuješ, so delno lahko pogojene tudi za izbiro prehrane. Zdaj, če sem prej omenil 5 korakov, katere načeloma prioritiziramo, v obdobju carb loadinga in tekmovanja predvsem prvi korak pozornost na vnos vlaknin oziroma zmanjšan vnos vlaknin, to se ponavadi dela 2 do 3 dni pred tekmovanjem, odvisno sicer od specifike tekmovanja, v nekaterih primerih lahko tudi dan prej, in na ta način lahko delno zmanipuliramo telesno maso, sploh na primer pri veganih, vegetarijancih, da pade za kakšno kilo, kilo pa pol, mogoče celo 2, odvisno od vnosa vlaknin, kar pomeni, da se v najslabšem primeru telesna masa v bistvu izenači po carb loadingu. Še ena mogoče stvar, ki sem omenil, ja, sigurno smo delno bolj polni vode, ampak če malo logično sklepamo, sploh v vročini si želimo, da telo štarta bolj hidrirano, kot pa ne, ker pomeni, da bo ta voda sploh v vročini šla zelo hitro tudi ven in to na ultri potem verjetno pač ne igra ključne vloge. Je bolj ključno, da ti začneš dosti energijsko podprti. Hvala Blaž, istočnica za Anžeta, kaj pa, kevo, zdaj pa primer iz prakse. Človek je odtekel 100 in 100 milk več, kot ste jih vi sposobni zapomniti ta trenutek, pa večkrat je bil tudi na WC-ju v soboto pred nedeljsko dirko, kot ste vi, to soboto, spet se hecam itak, da ni bil, ker je to se naštudiral. Resno, zdaj pa šalno stran, Anže, daj mi zdaj ti povej, ne? Me zares zanima, jaz sem delal pred maratoni svoje carb loading, očitno na zelo napačen način, potem sem to nehal počenjati, ampak sigurno je način, ti pa moraš to početi, kot je rekel Blaž, in imaš, zdaj je to že vse natrenirano, naštudirano, kako bi se ti lotil, recimo, da imaš na dan snežniških tekov, evo, preizkušnjo, pa recimo, da imaš ultra preizkušnjo, da imaš za odteč 100 milkov, kaj bi od tega trenutka naprej zdaj planiral pa načrtoval? Jaz prvo, kar bi rekel, jaz se dejansko veselim carb loadinga, testenine imam rad, nekako so to enostavni obroki in sem unih par dni čist vesel, z tega vidika mi ni problem. Drugo, velikokrat, ko ljudi sprašujemo o carb loadingu, pa eni pravijo sploh ne loadam, odvisno je, kaj on že sicer je. Nekdo recimo mora bistveno spremeniti dieto, nekdo je pa že sicer navajen približno tako jesti. Jaz dejansko drugače jem ogromno enih vlaknin in je res velika sprememba takrat. In nekako začnem s tem mogoče, če je tekmo v soboto, reže v ponedeljek. Predvsem sem v ponedeljek pozoren, a jaz prebavo vse v redu. Takrat mi je ključno, da se nadaleč izogibam stvari, ki vem, da mi lahko naredijo probleme, kot sem rekel, kakšni brstični ohroti, kakšni topinambo, recimo, je tak tipičen, ki zna napihovati. Je sicer zdrav, ampak res v manjših količinah. In takrat, recimo, ponedeljek, torek, sredo bi jaz pazil, da mogoče jem kakšne fermentirane stvari z veliko probiotiki, z živimi kulturami in če slučajno še ni vse super, bi mogoče tudi vzel kakšne probiotike, da v carb loading štartam s prebavo BP. Potem pa sam carb loading je pa tako, kot je Blaž rekel, za moje pojme mogoče bolj razmišljati o tem, kaj vse izločiš, kot to, kaj. Marsikdo misli, takrat se pa ful nažiramo. Po mojem kalorični vnos ostane približno isti, samo en kup maščob in beljakovin nadomestim z ogljikovimi hidrati. Na koncu dneva ne pojem bistveno več, kot bi sicer pojedel, samo namest, da je na krožniku recimo zelenjava, beljakovine pa neki vir hidratov, bo zdaj bistveno več hidratov. In od teh hidratov, ko jaz sicer rad jem kakšno piro, ajdo, ječmen, bojo zdaj testenine, ki imajo manj vlaknin, ki so lažje prebavljive. In tako dejansko potem zadnje 3 dni se predvsem izogibam stvari, ki bi mi lahko delale probleme, avtomatično to pomeni, da jem ogromno ogljikovih hidratov in do zdaj nekih problemov res ni bilo s tem. Meni kvečem, ne vem, rekel si za WC, meni se zdi, da kvečem, ko delam carb loading iz neke tipične veganske prehrane z veliko zelenjave, je manj WC-ja. Bolj je manj vlaknin, manj hrane je tiste, ki se ne absorbira, ki ostanejo v črevesju. Bomo še kakšnega mesojeca vprašati, ampak ja, Blaž ne dela ulter. Ja, sam tudi nimam zadnje leta nekih takih izkušenj. Bo pa povedala Dominika, evo, kaj pa Dominika recimo počne, zdaj zmagala si
lansko leto v Italiji. Sigurno se spomniš, kaj se je dogajalo zadnje dni pred tekmo, tudi z prehranskega vidika, no? Ja, v bistvu to je podobno, kot je Anže povedal. Jaz se sicer tega lotim malo kasneje, verjetno tudi zato, ker so moje tekme malenkost krajše, no, taka tekma traja 2 do 3 ure. Tudi jaz se ga blazno veselim, tudi sama se trenutno pač jem vegansko, ali pa mogoče da dam primer, ko sem pred leti, ko sem vegetarijansko, izločam vlaknine in pa posebej pa sem tudi na kakšne maščobe. To se pravi makaroni, riž, zelo, no, riž je pri meni zelo pogosti. Včasih sem tudi mlečen riž z mlekom, kar je bilo, zdaj ko ne jem več mleka, pač to pol na kakšne druge, ampak sej v bistvu važno mi je, da te ugljikove hidrate, sploh zato, ker pogosto se, ja, pač tudi v moji prehrani znajde zelo en kup nekih vlaknin, zelo imam tudi rada zelenjavo in pač nasplošno v svojih obrokih pač tisti, ki niso toliko zelo po nekih treningih pač jem kar nekaj zelenjave in pač takrat to spremenim. Bi rekla, da 2 do 3 dni, odvisno od tekme, malo je pa tudi tako, da poslušam sama sebe. Jaz z svojo, če lahko rečem, žensko prebavo, ki je malo bolj počasna, to vsekakor tudi opazim. In tukaj mogoče glih to ravnovesje dobra prebava in carboloading. Zdaj pač tukaj mogoče na štartu tekme bi rajše imela res urejeno, da vse je tudi pač z prebavo vse v redu. In na to moram paziti. Mene jaz, ko prešaltam na veliko več ogljikovih hidratov, se mi prebava malo bolj upočasni. In ja, na to tukaj pač, če pojem kakšno vlaknino, vsem še v tem času se ne sekiram tako zelo, zaradi tega, ker pač se saj prepričam, da ima prebava okej. Tako da to mogoče še ne tako. Super, hvala Dominika, evo, super. Še drug pogled, zdaj pa mogoče trenerko Barbaro vprašamo, ti imaš pa kot trenerka ne opravka samo z športniki, tekači, ultraši. Iz treninškega vidika sigurno si tudi prehranska svetovalka, slej ko prej tudi to pade po tvoje naloge. Povej mi, recimo, kaj delajo pa tvoji varovanci, recimo iz prehranskega vidika, pa katere napake recimo so delali, pa jih še delajo, pa jih največ opažaš, pa imajo še največ manevrskega prostora, recimo. Se moramo dotakniti tudi te teme, ja, ko se ukvarjam z mojimi tekači in nisem glih prehranska svetovalka, ker to dejansko nisem, ampak toliko enih osnov pa pokrivam, pa probam biti tudi v koraku z nekimi aktualnimi dognanji informacijami, da probam biti korektna oziroma jih preusmeriti tudi na strokovnjake, če jih rabijo takšne in drugačne, no? Ne samo nutricioniste, ampak še mogoče koga. Tako da pogosto se zgodi bolj pravilo kot izjema, da ko dobim enega tekača bolj na novo, pa se začnemo pogovarjati o izkušnjah in o ciljih in o željah. In so to večinoma trail tekači, ki grejo na vsaj nekaj urne tekme, oziroma ultraši, ki grejo na veliko več urne tekme. Pa jih malo povprašam po izkušnjah in s tekem in izkušnjah s treningov, koliko vnašajo, kaj vnašajo, če so imeli kakšne težave. Se pogosto izkaže, ali pa vedno, da je tukaj veliko mesta za napredek. Ergo, z drugimi besedami, ne dajo veliko poudarka, oziroma pogosto tudi slišim, da ja, se mi zdi, da ne rabim, ali pa sej gre na maščobe in take podobne, no. Tako da se včasih rabim mičkeno narekovajih skregati ali pa razložiti, no, da je to pomemben del treninga, pomembno za tekme in če hočeš napredovati in dobro nastopati na tekmi, je pač to absolutno del treninga. Kar je dolgih tekov, je vedno priložnost za to, da sprobajo, kaj jim ustreza in da potem vidijo, ok,
Jaz hočem vedno po treningu, da mi napišejo komentar ali pa povejo, kaj so sprobali, koliko so probali vnesti in pogledamo recimo, ok, toliko vnosa kalorij na uro ali pa toliko vnosa ogljikohidratov na uro. In potem malo poračunamo in pogosto se na začetku sploh izkaže, da ups, to je pa malo premalo. Ali pa ups, malo sem pozabil, pač par ure minil, brez da bi karkoli pojedel ali pa spijejo že neki recimo, ampak pojedel pa mogoče 2-3 ure še gre, potem pa 4-5 ure pa kar mine, no? Pa se ta povprečje vnosa na uro kar pade. Tako da je tukaj veliko možnosti za napredek. Ja. Pogoste napake so glih to, da ne dajejo poudarka, ne sprobavajo, kaj jim ustreza, v kakšni obliki, v kakih količinah. Potem probamo najti neke oblike, možnosti je veliko, niso samo geli. In postopoma, tako kot je že Blaž omenil, da se gut trening, trening tudi želodca, želodec se da natrenirati, da se postopoma to toleranco vnosa ogljikohidratov dviguje. Blaž, evo, tle ravno pa zdaj tvoja pomoč, ne? Govori se o, včasih o tem nismo govorili, 60, 40, 80 gramov ogljikohidratov pa na uro, pa kako to zdaj manipulirati s tem, daj ti povej zdaj dejansko, kaj zdaj na teh številkah, kje smo, ne vem, pri nekem začetniku, koliko bi mogel vnašati, kaj bi mogel vnašati, oziroma po drugi strani, kaj lahko malo boljši atleti na tem področju naredijo že na tem, ne? Ali lahko vnesejo 90 gramov ali ne, ali je to smiselno, ali je lahko preveč vnosa, ali izvoli. Ja, odgovor na to vprašanje načeloma ponavadi ne navduši, ampak enostavno odvisno. Odvisno od tega, kako so prebavila navajene, odvisno od tega, koliko časa traja trening, odvisno od tega, koliko je zahteven, ali je večdnevna preizkušnja, ali je samo parlovna preizkušnja, ampak v splošnem definitivno pač želimo v aktivnostih, ki so daljše, pa dajmo daljše definirati, vsaj uro pa pol plus, zdaj če govorimo o nekaj vzdržljivosti, sigurno nekaj vnašati. Zdaj, to nekaj lahko na začetku za nekoga, ki prej ni jedel nič, pomeni 20-30 gramov na uro, pa vse tja, verjetno ja, do 90, morda celo več. Zdaj, poznamo famo, predvsem iz kolesarstva, kjer se vnaša 120, 130, 140, 150 gramov na uro. Tukaj lahko iz prve roke povem, tudi v našem laboratoriju smo delali študijo za 120 gramov na uro. In stvar, ki se v kateri rekreativi se ne zaveda, pa mogoče to bo zdaj bolelo, ampak niste profi in ne obračate zdaj, če se imajo že na kolesarje enakih vatov kot profi in večinokrat ne tečete toliko hitro kot profi, ker pomeni, da je že vaš osnovni nastavek porabe energije bistveno nižji. Plus ena stvar, ki mnogi rečejo, jaz lahko zaužijem 140 na uro. Ja, super, imaš pač takšno toleranco, ampak stopna absorpcije pa po vsej verjetnosti ni tolikšna, ker pomeni, da se tega treba v prvi vrsti zavedati, torej ločiti, kaj je, se pravi, toleranca in kaj je absorpcija, se pravi, kaj sploh telo potem lahko uporabi. Tako da v prvi vrsti za večino pač športnikov, če gremo zdaj na ultra preizkušnje, do 24 ur verjetno velja od 60 do 90 gramov na uro popolnoma dovolj, ob tem, da se zavedamo, da je verjetno smiselno dodati v neke obroke tudi neki maščob in beljakovin, da se nekako pokrijejo pač zaloge. Definitivno pa ne na 120 plus in kaj podobno, sploh na teku, ko je že pač stresna prebavila tolikšen in bo to samo spotenciralo. Po drugi strani pa če govorimo o večdnevni izkušnji, preizkušnji, naprimer primer kolesarja, ki sem ga omenil, ko bo verjetno kolesaril 8-9 dni v dobrem scenariju ali pač v slabem 12 dni, tukaj potem ne moramo več govoriti samo o ogljikohidratih in tukaj sicer še vedno govorimo o potencialnih 60 do 90 na uro, potencialno lahko tudi več pač prebavila dajo. Je pa treba potem tukaj začeti kalkulirati tudi na uro maščobe in beljakovine, ker je pa potem tudi en velik preizkus zame kot dietetika, ker na listu papirja vse zgleda perfektno, ampak v praksi po par dneh, v njegovem primeru, ko bo začel na 40-45 stopinj, potem bo pa minus že čez 3-4 dni, pa potem spet vročina, pa zna to tudi zagoditi. In ponavadi so tukaj glavni pač problem prebavne težave.
Zdaj še mogoče malo provokacije, prej je omenila Barbara, da nekateri pa menijo, da lahko delajo samo na maščobe. Vem, da smo desetletje nazaj, ko smo malo več se ukvarjali z low carb prehrano, pa je bilo zelo popularno takrat nizek vnos ogljikovih hidratov, pa nekateri športniki so tudi to testirali, kako lahko telo navadiš, da deluje bolj na maščobe, ali pa samo celo na maščobe, posebej na nekih dolgih ultra preizkušnjah. No zdaj, ali je to mit in legenda, ali je to dejansko možno, ali je to smiselno, spet se navezujem tisto, kar sem na začetku rekel, pa zdaj že vsi vemo, ta prehranska znanost v tem času toliko napredovala, da vsi vemo, da tudi najbolj vajen maščobni, bom rekel, športnik, ko bo dobil 2 deci Coca-Cole, bo šel pač hitreje, ampak vseeno, ali tisti, ki trdijo, da tudi na maščobe gre, lahko imajo prav oziroma so celoti v zmoti. Odgovoril te bom na začetku provokativno, sedi se v svoj avto, dizel in štarta iz Ljubljane proti Kopru s praznim rezervarjem. Avto absolutno lahko pride do tja, zdaj mogoče pokličeš par kolegov, ga potiskate, mogoče vzameš avto vleko. Avto od točke A do B absolutno lahko pride. Zdaj, zelo pogosta težava je delno sigurno v razumevanju, se pravi fiziologije. Ljudje smo nagnjeni skrajnosti in radi imamo keto, high carb, bog ne daj kaj vmes, se pravi, in zelo pogosto tudi tukaj pri porabi substratov, se pravi, ali je teorija šel bom samo na hidrate, ali pa šel bom samo na maščobe. Resnica je pa nekaj vmes. Ne glede na to, koliko je pač vadba intenzivna, se porablja oba substrata. Tako ogljikohidrate kot maščobe. Odvisno je potem samo od intenzivnosti, se pravi razmerje porabe, više načeloma kot intenzivnost, ker načeloma pri ultri ni, više je poraba oziroma več se računa na račun ogljikovih hidratov, ali potem obratno. Ampak tudi naprimer pri kolesarjih, ki pridejo k nam, pa pač delo nizkointenziven trening, je poraba ogljikovih hidratov na minuto med 1 do 2 grama, ker je to, če preračunamo med 60 do 120 gramov na uro, torej zelo pač poenostavljeno povedano. Zdaj, če še malenkost za grakom fiziologijo, načeloma drži, da zalog maščob nek posameznik bolje rejen, če se tako izrazim, ima lahko na pretek. Literatura kaže, da mislim, da 75 kg posameznik za 100 telesne maščobe 15% ima čez 100 000 pač zalog kalorij. Je pa pač ena težava, tega je res sicer neomejeno, ampak cilj vadbe je predvsem to, da zakasnimo utrujenost, da preprečimo hipoglikemijo, ki je bila že danes omenjena, in to predvsem manipuliramo z ogljikovimi hidrati. Tukaj pa potem pride do težave, da teh zalog je pa bistveno manj, 2-3 tisoč plus minus, odvisno pač od posameznika, po kalorijah govorjeno, tako da absolutno bi priporočil kombinacijo oziroma računanje na hidrate in ob tem pač pametno zastavljamo tudi prehrano z dodatnim potencialom maščob, če govorimo v večdnevnih preizkušnjah. Se pravi, če grem na 100, pa celo leto prej vadim low carb prehrano, pozamem pol kile slanine, pa zaseko bom prišel skozi, ampak najbrž se mi bo nek zavrtel, pa se bom zaradi hipoglikemije skoraj zgrudil. Mislim, ne smemo lagati, se tudi v literaturi so kaj stadiji, kjer so na keto dieto pač šli tudi ultraši. V literaturi, ravno zadnji sem bral, se pravi pri ultra tekačici je v 9 dneh, ob tem, da je zaužila 6000 kilokalorij, na dnevni bazi zaužila tudi 75 gramov vlaknin, kar je ekstremno nadpovprečen, ki si ga želimo, pa je vseeno prišla skozi. Torej, obstajajo tisti procenti, ki pač gre skozi, ko smo se pred podcastom pogovarjali, ne bomo pretirali na teh tematikah, in obstajajo pač izjeme, nek procent 2, ki na ta način lahko pridejo skozi, morda celo dobro performajo, tega ne moramo zanemariti oziroma skriti, ampak spet, roko na srce, po vsej verjetnosti, večina tukaj poslušalcev pač ni ta izjema. To sem hotel, da pač tole pospravimo predala, ker se veliko krat o tem reče, joj, ampak jaz sem pa tak, če si na tistim procentom. V redu, super, večinoma nas pa ni in si mogoče
se delamo, da taki smo in že, zdaj pa ti povej, ne. Prosim lepo, čist konkretno svojih izkušenj, kaj zdaj ti, če smo pri substratih, pri gorivih, ne, ki jih ti konzumiraš, evo, zdaj mesec nazaj si bil v Vipavi, postavil si svoj osebni rekord, tekel si 18 ur pa pol dobrih, ne, na 100 mil, 100 mil je 161 km, če ne veste tega, računaj, da bo prejšnjo hitrost, po Višico je 6500 višincev, pa 170 km dol že. 160 km. No zdaj, evo, čisto konkretno, zdaj si bom zapiske delal, bom jutri pol tole poslušal, pa sem zapiske delal. Anže Sobočan je spakiral letos s sabo za Vipavo, kaj je konzumiral, evo, to ni skrivnost, izvoli. Ne, ni skrivnost, se večkrat povem, zdaj, ne vem, mogoče se Blaž ne bo mi verjel, jaz res vnašam 120 gramov na uro. Leta v zimi med sezono 2023-2024, do takrat sem uporabljal gele, pojedel sem jih tudi po 30 na tekmo in sem ugotovil iz čist praktičnih vidikov, da mi je lažje, tako kot sem videl pri kolesarjih, da imaš ti v bidonu zmešano raztopino, ki je malenkost redkejša od gela, ampak skoraj gostote gela. Tako da jaz imam raztopino v vodi, maltodekstrin in fruktozo. Maltodekstrina približno 2/3, razmerje fruktoze, malo manj fruktoze ima, kot je po eni formulah, približno 1/3 in elektrolite v tej pijači. In da sem jaz ugotovil, da lahko take količine vnašam, je bilo na treningih, to, kot vsi poudarjamo, to je treba trenirati, ne samo enkrat probati na treningu. Vsak teden, vsak dolgi tek, jaz delam to, kar bom delal na tekmi. Prvo je to dobro za dolgi tek, ker narediš bistveno bolj kvaliteten trening. Drugo je pa to strategijo probaš v različnih pogojih. En dan, ko zebe, drug dan, ko je zelo vroče, enkrat si bolj dehidriran, drugič si manj. In pri meni se je pri tem vnosu izkazal predvsem ta velik problem, koliko je težko dovolj vode popiti s takim vnosom zraven. In zato se vedno ne izide. Se pravi, štartam s to strategijo, potem pa zmanjšujem glede na realno zmožnost na konkretni tekmi. Ampak da sem jaz ugotovil to, je bilo tako, da sem si v pol-litrski bidon naštimal za 3-urni tek raztopine in potem po 2 urah ugotovil zmanjkanje. In takrat sem se spomnil tega, vem kaj je v teoriji, če tanko črevo ne absorbira, bo šlo v debelo črevo in to bo povzročilo prebavne težave, drisko in tako naprej in se to ni zgodilo. Jaz sem drugič rekel, no zdaj pa si pa namešam za 3 ure toliko velik, kot očitno gre in se mi to izide, ampak je res treba zelo, zelo veliko vode. In konkretno v Vipavi sem imel recimo med okrepčevalnicami, jaz si naredim časovnico in vidim, aha, od ene do druge ukrepe bo recimo 2 uri pa pol, to ne gre nič na kilometre, samo na čas. Jaz si rečem, za 2 uri pa pol si lahko prištimam to gosto mešanco v bidon, ali pa če se to ne izide vse v en bidon, recimo še 2-3 gele. In mi je začel zmanjkati vode, tako da realno sem vnašal okrog 100 gramov potem te mešance, pa minimalno na okrepčevalnicah, če mi paše kakšen kos banane, kakšen kos pomaranče. In sem zdržal s tem vnosom čist do konca tekme, edini omejitveni faktor je potem res voda. Se pravi, pri toliko velikem vnosu je treba zelo veliko piti zraven. Ena stvar je pa še, okrog 10. ure ponavadi pride, ko imam jaz v tranziciji v vreči prištiman sendvič, bela žemlja, noter je lahko karkoli, letos sem imel noter v žemlji kuhan krompir. To sem vedel, da mi bo pasal in mi je res pasal, pa ne zato, da bi na to računal kot še na nek dodaten vir hidratov, ampak čisto zato, da je nekaj konkretne hrane v črevesju, ker do tiste točke enostavno črevo že toliko prazno, da je nek nelagoden občutek, da začneš čutiti ne glih krče, ampak kakor neko praznino v črevesju, ki je neprijetna. In potem, ko pojem ta kruh, ki ima vsaj nekaj beljakovine tudi v kruhu, vsaj nekaj malega vlaknin, mi to poteši tisto, bom rekel, lakoto dobesedno. Ker jaz pri takem vnosu kalorij energetsko sem v redu, sem pa dejansko lačen. Jaz med tekmo pri tem vnosu kalorij sanjam, kaj bom jedel, ko pridem v cilj in jem vedno. Pašejo mi recimo slane stvari, pa spet vem, elektrolite že imam, če bom že na okrepčevalnici včasih kakšen čips, mogoče gre v redu, za rašid je treba biti že zelo previden, mogoče 2-3, pesta rašidov je lahko že problem. In dejansko jaz med tekmo sem potem malo lačen, želim hrano, tako da ta sendvič je vmes za razbiti na polovico tekmo recimo. To je bila letos, pa mogoče vsega skupaj še pol litra Coca-Cola recimo. Čisto po lonček na okrepčevalnico, če mi zapaše, če imam občutek, da je v želodcu daj tak občutek, včasih
se mi zdi, če mi malo, kakor da mi malo kisli, pomaga banana, se mi zdi, da to malo neutralizira, ker pa imam občutek, da, kako bi rekel, kar mi pa še malo rigant je pa Coca-Cola, te dve stvari zrihtata en ali drug problem. Ti kdaj zapaše med tekmo tako res bil bi, ne vem, za kos zelo po pici tle zadišala? Veš, pa se reči, ubil bi za kos pice, pa veš, da neko rečevalnice niti pice, ne vem, milijone kilometrov delaš, ali pa ne vem, kaj drugega, ne, kakšen čokoladni namaz, ne vem, karkoli rad ješ, da bi takrat, ko ti pride v glavo, pač tisto mogo pojesti, a pač ne. Pa niti ne to zelo. Mislim, čutim lakoto, ampak da bi pa prav v neki konkretni hrani razmišljal, pa ne. Jaz imam rad tune čorbice, ki so vedno v cilju. Ponavadi je taka, veste kaj je tipična hrana na tekmah, kakšna čorba, ki ima zelenjava, krompir, fižol, grah, koruza. To jaz pomakam pol kruhu, to mi je to. Človek je res discipliniran, nehajte s pico nasled dražati, ja. Meni bo to zdaj v glavu stalo in naslednjič bom na neki tekmi in bom se spomnil na Blaža in bom na pico, to povezavo sem čudno stvaril zdaj. Blaž, nekaj se hotel reči, daj. Ko se sestavlja strategijo za sploh daljše preizkušnje, jaz vedno v bistvu sestavljam plan A, B, C, Robek, ti padeš v ta C plan. Se pravi, tam je pica, oziroma tam vedno pravim karkoli, samo da pač zaužiješ. Na srečo zdaj pač na ženi dol, ki verjetno drži plana A svojega oziroma potencialno nekega B, ampak na takih preizkušnjah pač moramo vedeti, da lahko gre marsikaj narobe, oziroma da tudi psihološko igra zelo pomembno vlogo. Tudi so študije se ta taste fatigue, se pravi, ko se prenasitiš vedno ene iste hrane, se pri marsikaterem športniku zelo pogosto dogaja. Tako da tudi v tem primeru potem želimo poiskati nekaj raznolikosti v vseh teh hidratih. Dominika, da pa ti povej mogoče, prej si rekla, premalo se ukvarjamo, mogoče v gorskem teku, ti se več ukvarjaš najbrž s tem, ja. Imaš kakšen prehranski režim, rečemo, greš na gorski tek, greš na trail 30 km, kako se pa ti na to pripraviš, oziroma kaj si pripraviš za vmes, kaj konzumiraš vmes, na kaj paziš, kje imaš številke, analitiko, izvoli. Ja, v bistvu, ko sem poslušala Ančeta, sem čeprav sem tudi sama zelo podobno analitična, ampak sem rekla, verjetno pa niso vsi ljudje tako zelo natančni glede tega in zelo pogosto pride do napak ravno zato, ker pač se s tem ne da ukvarjati. No, ampak če se nazaj vrnem nase, moje tekme so krajše in načeloma med tekmami imam ta režim, da ostajam na gilih. Zato tega, ker v bistvu 3-4 geli na tekmo pri meni grejo, če imam te 45 gramov ugljikohidratov. Ob tem seveda voda, zadost veliko za piti. In tako je, med treningi sem to vsekakor mogla močno natrenirati. Med treningi mogoče še tako lahko povem, da ne uporabljam vedno gelov, ne. Zdaj vedno, ko treniram, se trudim, da je zadosten vnos ogljikovih hidratov in vsega, kar je treba. Jo pa pogosto nadomestim tudi s kakšno trdo hrano, če lahko tako rečem. Ploščice in temu podobne stvari mi mogoče za trening, jaz sem v bistvu, kako sem se tudi lotila samega tega načrtovanja in kako natrenirati svoje črevesje, je bilo, mogoče najprej sem poskusila na kolesu, ker na kolesu je še vedno trening, ni teh udarcev, ni tak, ne more biti tak velik problem, ker pri teku je, pač udarci so, prebava je, lahko gre marsikaj pač narobe. In tako v bistvu najprej sem predlog za marsikoga, ki se pač, če se še ne ukvarja s tem, da to najprej sam sebe preizkus na kolesu. Tako da v bistvu sem, trša hrana najprej na kolesu, potem sem pa v bistvu to se navadila tudi pri teku. In zdaj, ko grem na tekmo, je pač držim se gelov že samo zaradi tega, ker je to vse skupaj hitrejše. Jaz na svoji tekmi imam ves čas puls 180 plus in v tistem času zelo težko karkoli žvečim in pač v bistvu tudi mi vzema hitrost to, da bi pač jaz se zdaj na nek dolg način prehranjevala. Jaz pravim gel, ga stisnem, popijem vodo in je to.
čim manj, da se časovno še za to zamudim. Tako da to je tudi pri meni, pri teh krajših tekmah je v bistvu zelo velik dejavnik, da nekaj narediš čim prej. Tako da med tekmami geli, za trening pa pač poskušam tudi ne gele, že samo zato, ker sej rada kaj pojem. Mislim, ja, razen pač, če je tako zelo intenziven trening, pač odvisno pač od intenzivnosti treninga, ampak ja, če se da, ne samo geli. Barbara, se spomnim letošnjega 24. tega v Kopru, ko je tvoj varovanec Andrej Topina imel dva fanta, ki se ga suportirala, imela sta A3 list na mizi, gore je bilo na 15 minut napisano, kaj mora človek konzumirati, temu se reče plan A. Je tudi moj varovanec. Sem hotela reči, to je najin varovanec. Jaz skrbim za treninge, Blaž skrbi za prehrano, tako da tista tabelica je bila njuno maslo. Podpis Grmek je bil, čez cel A3 format je bil podpis Grmek, se mi je zdelo, ampak to je bil plan A, to je bil plan A. To je bil plan A, bil je tudi plan B, ki je v eni fazi pač šlo je koliko ur, kar nekaj 11 ur, ne? Pa v eni fazi, mi smo mu dali, ko smo videli po tabelici, po času, kaj je na vrsti, naslednje smo mu že dali tako vrsto, 3 gel, kupček riža, vrečkica kuhanega riža, pa dželi recimo, da je bilo kaj tazga. Pa vedno je imel vodo, ko je rabo vodo, je vzel, ko krogi so bili kilometrski in je vsak krog prišel mimo, povedal, če kaj rabo in tako. In je pač zagrabil, ko je imel nutrition alert na uri, če imate en toliko novejšo uro, ga imate vsi, tako da to priporočamo, ker čas gre, ti se malo zamisliš med tekmo in pozabiš. Tako da nutrition alert si lahko nastaviš na 20, 30, 40 minut, kakorkoli. Tako da, ko je on imel budilko, narekovajih za to, da je čas za jesti, je nekaj zagrabil, kar je bilo na vrsti. V eni fazi pa je primil tisti riž, pa ga je sam tako vrgel nazaj. Dejte mi kaj drugega. Ali vzel dželi, ne vem kaj je bilo. Glavno pa smo rekli, ok, plan B. No, kaj planca bi pa bil, recimo, če bi ga po 10 urah zvilo, bi vse pobruhal, bi se mu odprle vse telesne odprtine, vse bi šlo k vragu, kaj pa potem plance, kako? Mislim, tle potem pa malo improvizacije, treba človeka spraviti nazaj, ampak mogoče ne na isti plan, ta prvega je treba nazaj postaviti, potem ga na prehrano, to je pa plan C. Improliga, ja. V tisti fazi mislim, da je safe to say, da zaupamo tudi temu, kar on reče, da bi. Če se mu nekaj ful zalušta, tako kot si ti rekel, da se ti pica lušta, smo pripravljeni tudi na to, da je neka škatla, v kjer je en kup hrane in bo že povedal, če bi kaj drugega. To je mogoče ena stvar, ko jaz tudi priporočam na dolgih treningih tekačem, da ne grejo na dolgi tek, pa po nekaj urah grejo na neko pumpo ali trgovino in malo pogledajo, kaj se jim zalušta v tistem momentu in velikokrat je tisto, kar se jim zalušta, tudi nekaj, kar bo prijel, nekaj, kar bo delovali in da bodo dobro prenašli. Kakšna sladka pijača, čips, fruta bela, Coca-Cola, radle, ne vem, tako ste. Že iz psihološkega vidika očitno, nekaj, kar ti paše, kar te požene. Dominika, si kdaj odstopila zaradi prebavnih težav, želočnih problemov, zaradi tega, ker si izbrala mogoče gel, pa ni bil dober, pa se ti vse skupaj obrnil? Ne. Nisem, nekako si ne bi želela biti v tej situaciji, zato to vse na treningih preizkusim. Mogoče bi lahko rekla, da jaz nimam nekih zelo velikih težav. Najhujša stvar, ki se mi je dogajala nekaj časa, je pa v bistvu ni bila vezana na izbiro hrane, kot so geli, ampak moj zajtrk. In sicer, če sem po zajtrku šla na trening, ne vem, kako naj to zdaj opišem, ampak hrana mi je skakala po trebuhu, kot da bi mi nekaj pluškali gore-dole. In to je v bistvu bilo potem samo to, da sem spremenila zajtrk. Enostavno ugljikohidrati. Tudi če je malo sadja, ki ga imam blazno rada, mleko mi je bilo že pač tudi, ko sem ga še mlečne izdelke jedla, mi ni pasalo, tako da ja, glavno pri meni je bil pač eden izmed pomembnejših te mlečne izdelke in mi niso dobro naredili. Tako da drugače pa niti ne, ampak se pravim, to je treba vse na treningih pomalo poizkušati, pa potem, da ne prideš na tekme, tako da
zaradi neke take neumnosti, zaradi tega, ker vemo, da je lahko marsikaj drugega tudi narobe in da ni na koncu hrana tista, ki te izda. Ali pa se prijaviti na ultro, pa sigurno slejko prej pride, da je pozlaš na enim grmom, Anže, ali kako? Ti povej, da boš pa rekel, da ti nikoli nisi imel nobenih prebavnih težav, pa zaradi tega preklinil sebe in vse tiste, ki so ti predlagali, da se prijaviš na to prireditev. Ne, take vrste, da bi bruhal res ne. Tako kot sem prej rekel, z dehidracijo sem jih imel. Ko sem recimo podcenil, koliko vode bom mogel med sabo, da bom lahko vzdržal določen vnos in sem to ugotovil recimo na pol poti med okrepčevalnicami in sem ostal za 2 uri brez vode in to je potem zelo hud problem. Tudi zelo mučen. Naredil sem napake, mislim, da ko sem recimo se na okrepčevalnicah ponavadi zelo hitim, nočem tam zgubljati časa, tam si je treba vzeti čas in se tam hidrirati, ne da tam natočiš vodo in v naslednjih 5 minutah jo popiješ, nazaj ne greš še enkrat in pa si 2 uri lahko brez vode. Tako da imel sem probleme z dehidracijo, čisto po neumnosti, po nekem hitenju, da bi pa zaradi kakšnih drugačnih prebavnih težav odstopil, to pa ne. Imam nekaj odstopov, ko sem bil recimo energijsko super, meni ponavadi noge odpovejo, to je tista moj najšibkejši člen. Energijsko sem dovolj v redu, da sem se uspel strošiti čisto fizično. Sploh pri ultratekih na spustih lahko noge razbiješ in mislim, da je bil skoraj za vse odstope so bile noge tiste, kar niso več mogli. Hrana pa ne. Na vsak način hočem slišati Barbara moče od tebe, da pa obstajajo tam ultraši, jaz jih ogromno na podcastu slišim, dobim izkušenj, mnogi so mi že rekli, da so odstopili ravno zaradi tega, ko jih je izdal želodec, ko niso mogli, 2, 3, 5, 6 ur več spraviti vase. In je šlo konc, in je propalo pa konc, energije ni bilo več in so se sam še ulegli. Imaš take izkušnje? Moče s kakšnih svojih podvigov ali pa kaj tazga, ti Barbara. Mogoče ne lih, da 5-6 ur nisem mogla spraviti vase, ampak imam izkušnje s tem, da mi je zmanjkala energija. In sicer sem tipično na treningih konzumirala ene gelje, ki so mi bili načeloma okej. Potem sem pa za tekmo kupila nove škatle in so bili ti geli malenkost spremenjeni. Mi okus ni odgovarjal. Vsakeč, ko je moj nutrition alert šel da nekaj pojej, sem da tako, plisne. In sem zakasnovala ta vnos, zakasnovala sem, kdaj bom skonzumirala tisti gel, ki mi nikakor ni pasal po okusu in to iz ure in uro se je nabralo kar veliko energijskega deficita, na prazno pa več kot tukaj ne gremo. Tako da potem me je še vročina dotolkla in v bistvu sem bonknila in po domač povedan in ni šlo do konca. No, tako da paste, mislim, to je pomembno, no, sigurno je stvar, če boste šli na kakšno ultra, mogoče ne na 30, na 100, pa zraven, jaz imam veliko pričevanj ljudi, ki so šli, mislim, na tekmo leta, pa so morali odstopiti na polovici, ker jih je prebava izdala, ker jih je želodec izdal in kot je to izdal, dolgo ne gre več. Ampak dajmo še na drugo temo, zdaj smo že kar urco, pa noben ne zeha, ki vsi gledate z velikimi očmi, kaj še naročite, tole še traja heca se, ne bo trajalo. Gremo zadnjo četrtino tega pogovora, ampak je zelo pomembno temo, moramo obdelati. Zdaj marsikateri rekreativec se loti vzdržljivostnega teka zato, da bo shujšal, bo ugotovi, da je morda temu ni tako, več laufaš, bolj ješ, bolj si debel, skoraj da. To sem zdaj saj svoje izkušnje povedal, take so imeli izkušnje svoje čase. Ampak imamo pa na drugi strani, običajne rekreativce, ki se s tekom trudijo hujšati, pa ugotovijo, da moče to teže, kot zgleda na prvi pogled, ker ne moreš stradati pa laufati. 2 deficita delati naenkrat. Osnovni problem je spet razumevanje. Oksidacija maščob ni enako izguba telesne maščobe. Izguba telesne maščobe je pogojena z energijskim deficitom, ki je posledica prehranskih manipulacij in delno je lahko tudi trenažnega procesa. Medtem ko oksidacija maščob je potem vezana predvsem na porabo maščob kot gorivo in to, da ima nekdo mogoče povišen oziroma zelo visok fat max, ki je zelo aktualen, se pravi, ne pomeni nujno, da bo zato lažje ali pa težje hujšal.
Tako da tukaj je osnovni princip razumevanja tega in predvsem kaj si želiš potem doseči s tem treningom. Zelo pogosto vidimo treninge na tešče, ker si želijo izgubiti, potem pa se naredi ena luknja v želodcu in po koncu treninga in do konca dneva izpraznosti v hladilnik ali pa še več. In tukaj za izgubo telesne maščobe je potreben nek strukturiran, pametno zastavljen proces, plan, medtem ko za manipulacijo, povišanje oksidacije maščob, bi spet nekdo to povezal za neko ketogene dieto in podobnim, ampak jaz mislim, da je tukaj samo treba preorganizirati cilj in delati predvsem na nekem drugem aspektu in to je kako izboljšati trening status, se pravi sposobnost treniranja, ker vemo, da bolj kot je posameznik treniran, bolj se lahko posledično poviša oksidacija maščob, ki pa je v določeni meri tudi na ultra in podobnih preizkušnjah potem pomembna, sploh ko enkrat so glikogenski zalogi že zelo spraznjene. In posledično, kako pa zboljšamo trenažni status, je pa to, da jemo dovolj, ne to, da ne jemo nič, oziroma da računamo samo na maščobe. Tako da jaz mislim, da je pametno zastavljen proces tisti ključ do izgube telesne maščobe, če je to želja posameznika. No, gremo zdaj na drugo stran spektra od prehranjenih, ki se trudijo zmanjšati procent telesne maščobe, pa od tistih, ki so podhranjeni. Je, Blaž, v vzdržljivih športih večji delež podhranjenih posameznikov kot kje druge? Nažalost, da. Zato, ker so nas vzgojili v to, da je nižja številka na tehnici boljša, pa temu ni nujno tako. Dobro, če govorimo o prekomernem posamezniku s prekomerno telesno maščobo, debelostjo, je to druga zgodba, ampak večina športnikov, ki pride k nam za željo izgubiti, v večini primerov niti to ne rabi, ampak so samo energijsko tako slabo podprti, da njihov motor ne more sproducirati toliko moči, kot bi lahko. In fun fact, ko merim telesno sestavo, so mnogi športniki, športnice mlajši, ki so prišli po neki anoreksiji, bulimiji, ekstremnem dietiranju, načeloma s procentom telesne maščobe približno enako kot nek treniran posameznik. Ne zavedajo pa se, da so sicer izgubili na tehnici, ampak je šlo na račun mišične mase, torej motorja, ki sproducira energijo na treningih in tekmovanjih. Obratno, ko ponavadi povišamo, ko pridejo športniki z nekoliko potencialnimi zalogami za izgubiti, ko povišamo vnos ogljikovih hidratov, ko optimiziramo prehrano, pride do spontane optimizacije telesne sestave. Zakaj? Ker na treningu lahko potem tudi posledično imaš energijo in tudi jo več porabiš, ker več moči sproduciraš. In je to potem nek win-win situation, torej to je smiselno izpostaviti. Je pa vzdržljivostni šport, oziroma nasploh zelo na udaru zaradi estetike, zaradi nekaterih vrhunskih športnikov, ki potencialno niti ne bi smeli nastopati iskreno, ker so njihovo zdravstveno stanje ogroženo oziroma na meji in mene žalosti, da je to ponovadi zgled nekega vrhunskega športnika. Mislim, da se tukaj moramo zavedati, da je to zelo resna tematika, ki nam prihajajo športniki, športnice s tem, da bi bili boljši, mi pa razmišljamo o tem, ali je sploh pravilno, da tekmujejo in kdo jim sploh to dovoljuje. To temo sem načel tudi zaradi tega, ker vem, Dominika, da imaš ti osebno izkušnjo s sindromom REC, to je sindrom relativnega energijskega pomanjkanja, mogoče, beseda je tvoja, mogoče dve besede o tem, kaj je ta sindrom, ki ga dobro poznaš in zakaj je pri tebi recimo prišlo do tega. Ja, v bistvu, kako to nakratko opisati, v bistvu premalo energijskega vnosa z preveč treninga. In greš v deficit in telo nekaj časa gre, dokler ne porabi svojih zalog in potem gre se loti drugih področij. Kaže se različno, ampak v splošnem je v vzdržljivostnem športu zelo pogosto je tudi pri kakšnih drugih športih, kjer je teža bolj v ospredju, kakšna gimnastika, ampak ja, na splošno
tudi sama v bistvu ideja, točno tako kot je omenil, manj imaš, boljše greš. Sploh pri teku navzgor ali pa pri vzpenjanju v kolesarstvu je pač manj neseš in ne bi bilo lažje. In pač nekako je tudi iz moje strani taka mentaliteta zelo dolg časa bila. Namerno ali nenamerno. V bistvu pri meni je bilo samo tako, da trenirala sem veliko, kil je bilo vedno manj, ampak načeloma do neke točke, ko se je porušilo vse, je šlo zelo, zelo dobro. In tudi kar nekaj zelo dobrih rezultatov imam iz tistega časa. Potem pa sem enkrat je pač moje telo reklo ne in jaz sem potem se je meni to izrazilo hormonske težave. V bistvu prva stvar, ki se mi je pojavila, mogoče ni tako zelo običajna, je bilo težave s spanjem. Ko si blazno utrujen, pa spati pa ne moreš, no, in to je kar grozno. Potem pa ja, hormonske težave, progesteron in estrogen sta ženska spolna hormona, ki sta ključna za tvorenje kostne gostote. Kako se je pri meni to ugotovili, je bilo v bistvu čisto neka taka nedolžna poškodba. Zbil me en kolesar, imela sem počeno kost in moja centimeter pa pol velika fisura se ni zacelila 8 mesecev. V tem času smo pač ugotavljali, kaj bi lahko bilo, šla sem na merjenje kostne gostote in sem bila zelo blizu osteoporoze, imela sem osteopenijo. Nekako potem, ja, ženski cikel ga ni bilo že dlje časa. Tukaj moram zelo biti stroga tudi do kontracepcije oziroma vseh teh hormonskih tretiranj pri ženskah. Se je treba zelo biti pač previden. Pri meni je pač v bistvu bilo tako, da nek umeten cikel je bil zaradi tega, ker sem pač bila na hormonskih tabletah. Brez njega pa pač to ni bilo. Mene pa na to ni opozoril nihče. Vsi so bili samo blazno navdušeni nad mojimi rezultati. Ja, mogoče pač, ja, napačen trenutek ni pač bilo in na koncu je bilo pač tako, da sem mogla se preprosto samo ustaviti. Prekiniti trening, pridobiti na mišični in tudi maščobni masi, vse je bilo treba tudi močno, da zdaj tako da rečem, sem se zgradila od takrat, ampak pač mogla sem pa tudi sama postaviti na tehtnico, kaj si bolj želim. Ali si želim zdravo telo, ali si želim biti ves čas nekaj takole na pol, poškodbe gore-dole, ali pač, da je rajši nekaj kil več. Mogla sem se to mentaliteto iz glave zbiti. In to danes še vedno ni najlažje. Še vedno se vsi imamo neko idealno idejo v glavi, kako naj bi izgledal, hkrati okolica. Zelo teže, oziroma pač, ko slišiš, da ti nekdo reče, vse v redu izgledaš, si tako, okej. Ampak če ti bo pa ne samo eden rekel, ti si se pa malo zredila, to si boš pa še kako zapomnil. In mislim, da to je danes problem, ne samo pri meni, tudi marsikatera punca, pa ne bom rekla samo punca, nasplošno nek posameznik, pač vzdržljivostni športi, ja, pač pridejo prav tukaj, zaradi tega, ker pač zelo hitro grejo lahko kile dol, ko pač greš malo čez sebe, premalo nosa in vse to, kar smo že danes govorili. Je pa nek tak pač začaran krog, ki ga moraš presekati na koncu samo sam in se odločiti pač, kaj ti več pomeni. Je pa, ja, najbolj pač bi rekla, da je bolj, pač mogoče malo bolj pri ženskah, ki imamo še te hormonske zadeve. Ne bi pa rekla, da je samo pri ženskah, saj pač stresni zlomi, ostale zdravstvene slabe situacije, slabšan imunski sistem, vse to pač je dosti pogosto tudi pač vseh. Samo ena stvar na to tematiko. Prosim, ne komentirajte izgleda športnikov, ne glede na to, ali so izgubili telesno maso, ali so pridobili, ker to je v praksi lahko zelo
velika želivka ali morda tudi spodbuda za njih, ampak spodbuda na kriva pota. Nam prihajajo mladi, ki se želijo dokazovati svojim staršem, ki želijo biti boljši in ki povezujejo nižjo telesno maso s tem, da bodo ljudje bolj ponosni od njih. Ker jaz mislim, da je žalostno in izkrivlja podobo športa oziroma osnovnega namena. Dominika, mogoče še, ker smo prišli do tega, da je podhranjenost v bistvu mentalna bariera, ki povzroči pač ta fizični propad telesa, ampak kako si se ti izvlekla z tega? Najbrž si mogla na tem področju najprej delati, support poiskati, okolici, tudi kje drugje in tu morda tudi na svet dekletom in fantom, kot si rekla, tam zunaj, ki se borijo s temi težavami, morda jih okolica ne prepozna, sami pripoznavajo ta problem. Kaj narediti zdaj? Kakšni so koraki, da jaz vem, da imam problem, ampak ne morem, številj se gledam in ne morem čez to iti, ne rabam to v glavi, to mentaliteto zamenjati, kaj si ti naredila, da si šla na pot ozdravitev, oziroma drugače rečeno, si sploh lahko kdaj ozdravljen? To je pa vprašanje za milijon evrov. Bi rekla, to je zelo od posameznika odvisno. Zelo težko bi imela en recept, ki bi deloval. Jaz lahko povem svojega in v bistvu čisto včasih najprej, a se kdaj mi sami sebe vprašamo, a je to za nas dobro, a si to bi želel, da bi se to dogajalo nekomu, ki ga imaš ti rad. Oziroma, zelo pogosto se sekiramo za svoje bližnje, zase je pa pač, a je to sploh dobro, kakšno smer grem, s kakšnim razlogom grem v to smer. Potem druga stvar, ki se je pa pri meni zelo tako, jaz sem bila postavljena čisto lepo pred situacijo, ko ali bo šlo to še bistveno na slabše in bo to vplivalo na moje življenje tudi na splošno, ali pa pač spremenim mentaliteto. Hkrati pa tudi meni je moj šport, ta tek, zame to ni neka stvar, ki bi jo zdaj izvajala zato, ker bi se hotela na kakršenkoli način izživljati nad sabo ali karkoli. Meni je to eno veliko veselje, to je zame ena svetla točka v dnevu, ki pač ni važno, ali je to pač že samo to, da grem jaz ven v naravo, sem sama s sabo in vse to mi ogromno veliko pomeni. In ko mi je bilo to oduzeto, sem čisto preprosto postavila na tehtnico, a si jaz zdaj bolj želim to, da sem za neke pač svoje standarde suha, da bom ustrezala vsem možnim okoli sebe, ali si želim to, vsaj ta svoj košček del dneva, ki pač me tako zelo razveseljuje. In pa sem preprosto rekla, to si bolj želim. Hkrati seveda pač ob tem pride zraven tudi tekme in vse to, pač jaz imam to res rada in pač čisto preprosto, a si želim biti dobra v športu, a si želim biti neka lepa, pa čeprav na koncu, če poskušaš racionalno pogledati, v resnici to niti ni lepo, ne? To, da si ti podhranjen, anoreksičen, pač mogoče imaš ti neko izkrivljeno podobo v glavi, ki ti ustreza, ampak nasplošno, če bi ti vprašal nekoga tretjega, pač to v resnici sploh ni tako. Tako da, v bistvu, ja, najbolj to postaviti na tehtnico, kaj si bolj želiš. Malo kruto se sliši, ampak pač, ne vem, zame je na to edina. Tudi ni pomagalo mnenje, meni je veliko ljudi to govorilo, ampak preprosto pač ti imaš, to bi tudi rekla, da je mogoče vezano na nek tak karakterni, ne vem, ja, pač karakterne lastnosti, pač jaz sem perfekcionist, jaz si želim vsem biti zelo dobra in pač čisto preprosto sem tako, kot sem bila zelo dobra v kakšnih drugih stvarih, sem se tudi tega zelo profesionalno lotila, da bom pač takrat, ko sem pač imela malo kil, da pač je, da držim to disciplino, da ja, ne pomislim na pico, ampak pač zdaj je to prava smer, se pa pač ja, na konc moraš te res vprašati pač na tak način, pač kaj ti več pomeni.
Ja, smo kar vsi malo se zamislili, ampak si nas prizemljili na način, verjamem, da še koga drugega veliko bomo različali v tej temi, no zdaj imam spoštovane, samo za ostale tri zasaka še eno vprašanje, že, recimo, če smo že pri tem, ti si vegan, meniš, da se moraš kot vegan več ukvarjati svojo prehrano z beljakovinskim maščobnim vnosom hidrata. Vemo, da imaš rad, kot pa morda vse jedec, se ti zdi to ali pač ne, morda v tem kontekstu? Najprej bi to samo na to dodal. Jaz res vedno poudarjam, da je treba ogromno jesti. Sem na večnih točkah to povedal, res moramo veliko jesti. To je prvo, mogoče je prva stvar, tudi s tem smo začeli razlika med zdravo pa športno hrano. V količinah je ogromna razlika. Če jaz pojem 3000 kalorij na dan, mi jih 1000 zmanjka. To se pravi, za nekoga, ki ni aktiven, se mu zdi, da dovolj je, pa v resnici še vedno premalo je. Zadnjič sem slučajno naletel na en članek, ko sem videl, da za sintezo beljakovin rabiš ogromno ogljikovih hidratov. Sinteza beljakovin je energetsko potrošen proces. Se pravi, mi že itak kurimo ogljikove hidrate, da se premikamo in potem, da se še mišice začelijo, poleg beljakovin rabimo še dodatne ogljikove hidrate. Zdaj, kot vegan, problem, s katerim se soočam, mi hkrati po eni strani pomaga. Problem, ker se soočaš, je to, da velikokrat ni za tebe za jesti. Ko so stvari na mizi in če jaz ne vem, kdo je to skuhal in kaj je noter, tega ne bom jedel, kar je dvorezno. Po eni strani dobro za mene, ker vedno pač pazim, kaj jem. V trgovini, če kaj kupujem, avtomatično vedno pogledam sestavine in marsikaj odložim nazaj na polico, tudi če je vegansko, ko vidim sestavine, ki so noter. Velikokrat imajo ljudje napačen občutek, koliko kot vegan nimaš opcij za jesti, zato ker to sklepajo recimo, da bi mi v neki restauraciji, tukaj bi rad pohvalil ta lokal, da sem videl vegansko pico na meniju, priješ v restauracijo, kjer dejansko ni veganske ponudbe in ljudje rečejo, vse vegani nimate nič za jesti. Ja, v tej restauraciji. Ogromno imamo za jesti, te pa to prisili samo k temu, da dejansko paziš, kaj ješ in to se mi zdi samo pozitivno, tako da bi tudi nekomu drugmu, ki je vse jed, priporočil, da proba samo z tega vidika mogoče res slediti vsem stvarem, ki jih je, ampak verjetno jih ne, zato ker prostovoljno tega mogoče ne delaš, če pa iz etičnih razlogov nočeš recimo pojesti jajc, bom jaz vsakič preveril, če so noter in s tem avtomatično nekako sledim bolj dosledno temu, kaj jem. Tako da mislim pa, ta mit z beljakovinami, da se jih ne da dobiti, je pa 1000krat razbiti. Vse beljakovine itak izvirajo iz rastlin, tako da samo treba je pa paziti, to pa je res. Ni pa samoumevno, lahko na veganski dieti zelo nezdravo ješ in lahko ješ bistveno premalo beljakovin. Treba je paziti, treba je imeti neko strukturo, ampak kot ozrljivostni športnik pa predvsem dovolj jesti, res veliko jesti. Barbara, tudi hvala. Anže, super si to povedal, Barbara, spočnica zate, dosti treba jesti, posebej po tekmi, ko si kalorično v deficitu sigurno, ali kako, kaj ti praviš, mislim, zdaj, če tekmo smo obdelali, pripravo smo obdelali, motnje smo obdelali, kaj pa dan, 2 teden po tekmi, koliko časa po svojih izkušenj, pa z teh izkušenj, ki jih predajaš svojim varovancem, pa svetuješ skupaj z Blažem, seveda, tekačem, da potem to prehrano bogatijo in beljakovinsko maščobno, kalorično, če smo že pri tem po nekem daljšem naporu. Čisto odvisno od dolžine tekme, lahko je to par ur, pa si v nekaj dneh zapolnil zaloge. Predvsem, kako je bilo že omenjeno, so po treningih težkih, po tekmah pomembne beljakovine, zato da se mikropoškodbe zacelijo. Ogljikovi hidrati itak, da se vse tudi zaloge energijske nazaj napolnijo, da se podpre regeneracija. Tako da čisto odvisno od trajanja, je pa z daljšimi preizkušnjami, ne vem, 24 ur plus ali pa tako, ta regeneracija traja pač bistveno dlje, tudi nekaj tednov. Spet ful odvisno od posameznika, kako hitro se sestavi. Bi pa rekla, da mogoče opažamo po kakšnih res dolgih preizkušnjah, ko si malo bolj bil na brezvlakninski in ogljikovih hidratih in tako, tudi gelih, ko se ti pa nekaj časa gavijo in jih ne moreš videti, se velikokrat zalušta kakšna skleda solate, jabolka, taka vlakninska, sveža hrana in itak tudi pica in podobno, ampak se mi zdi, da ta sveža hrana ti potem res paše. Tako da po kakšnih ultrah in daljših preizkušnjah mislim, da predvsem
ne se preveč omejevati ali pa sekirati, a je zdaj to res, ne vem, neka iluzično dobra prehrana, ali kakorkoli zdrava prehrana, ampak sam tudi nekaj dni si dovoliti jaz tista ti paše, pa jih malo večkrat v hladilnik pogledati, če je kaj novega, pa ga malo prazniti. Izvrstno piko na in si dala, Barbara, hvala, zdaj pa še Blaž, imel si prvo, zdaj imaš pa še zadnjo besedo. Zdaj bomo odprli novo temo za nov podcast, ampak ker nimamo več ure pa pol cajta, boš to na kratko povedal in bomo tole pospravili tudi pod mizo. Temi se reče prehranski dodatki, ti mi pa povej 3 prehranske dodatke, ki so smiselni, ker vem, da več jih sigurno ne obstaja, ostalo je samo pač marketinški nateg. A je tako? Da. Aplauz, prosim, aplauz. Zdaj pa še konkretiziraj, katere 3, mogoče ali pa če 2, ali pa kaj si sploh imel v misli? Mislim, zdaj vsem spet odvisno od načina prehranjevanja, morda če se najprej to dotaknemo, se pravi bolj, ko izključuješ oziroma več živil oziroma skupin živil, ki izključuješ iz svoje prehrane, več potencialno lahko pač tvegaš pomanjkanje za določena hranila. To je morda prva skupina, dajmo reči, konkretno na pač rastlinski prehrani. Lahko vsaj po izkušnjah trpijo za pač železo B12, tudi kalcij, omega-3, to so nekaj zelo pogoste, tako da dajmo to dati v prvi del in pospraviti pod mizo. Pred tem prvim delom še vedno strmeti k osnovam, ki so nastavek za to. Na tej točki mogoče, če sem že prvi del omenil, lahko pozovem temu, kot enkrat na leto servisirate avto, servisirajte oziroma pregledajte tudi sebe oziroma krvno sliko, oziroma po potrebi večkrat. Zdaj pa tista zadeva, ki pa itak vse najbolj zanima, pa jaz tukaj pravim vedno, da sem ekonomist najprej, torej režemo stran, so pa suplementi za izboljšanje zmogljivosti. Zdaj spet nastavek, ko so enkrat osnove pošlihtane in če zdaj govorimo o ultra preizkušnjah, potencialno lahko govorimo o kofeinu, predvsem z namenom, da zakasnimo oziroma da poživimo malo telo, se pravi, da je manj utrujeno oziroma bolj budno. To je pač ena potencialna možnost. Potem tretja, bom pa diplomatsko zaključil, dajmo obarvati, pa je individualno pogojena. Za vse pa Blaž Grmek, Human Performance Center, proti plačilu naredi oseba plan, hecam se, seveda ga narediš proti plačilu. Naši gostje so vsak dobili en moder ruzak snežniški teki. Imam pa še samo za 2, ki boste zdajle vprašala nekaj naše cenjene 4 paneliste. A je kdo tle, ki ima kakšno vprašanje? Tisti, ki vpraša, dobi ruzak, imam pa samo 2, tako da hiter roki bo. Kdo bi kaj vprašal? Nekaj ste zadržani danes, smo malo... Ne bi nič vprašali. Lahko tudi vprašate, ne vem. Lahko jaz nekaj vprašam Dominiko. Seveda, en ruzak podelim, ruzak najprej. Povejte, kdo ste? Da je Emil Globas. Drugače dosti kač. Izvolite. Je prej rekla, Dominika, da pije med tekom. Zdaj, jaz kot gorski tekač vem, da imamo samo okrepčevalnice. Zdaj, kaj ti nosiš pijačo sabo ali se poslužuješ okrepčevalnice, ki pride šele po 2,5 km? Ja, v bistvu je tako, na tekih, ki so daljši, imam rukzak, v rukzaku imam zabit. Ampak, da zdaj odgovorim na tisto, ker grem tudi na gorske teke, kjer nimam ruksaka. Tudi na kakšnih daljših tekih je zdaj čim manj imeti gor, čim boljši. Tako da v bistvu, voda pred tekom zadosti piti. Jaz imam tudi vedno tam nekje v enem kotu en bidon, ki ga pol ponavadi pozabam tam za vedno, ampak da še tisti zadnji požirk pred štartom naredim in potem do okrepnej sem brez. In potem tam vzamem, jaz se vedno malo je tako, treba je pogledati, kaj sploh je, imaš neke blazno sladke izotonike, ki se jih jaz izogibam. Zdaj, če je tek 1 uro, preživim tudi brez, imam s sabo svoj gel, nekje zatlačen nekam, nekako se izogibam tistih sladkih karkoli, ker ne vem, kaj ne bojo naredili. Voda, kozarček, vedno, da ga primam tako iz vzgoraj.
popijem vase in ga odvržem in to je to. Potem pa do naslednje ukrepne ali pa pač do cilja. Zadovoljen z odgovorom? Itak. Odgovor je bil itak, evo, super, super. Še Ruzak, kdo še kaj vprašal? Oba res zaključimo. Jaz bi Anže pa vprašal. Evo, Ruzak, za Ruzak se zagreba. Izvoli. Vprašala bi ga, kako se je v bistvu začel sploh pripravljati na tako razdalje ukrep Ultra 160? Jaz sem treniral atletiko, ko sem bil 11 let star sem začel in takrat enkrat je Dušan Mravle tekel tekmo čez Ameriko in takrat sem se navdušil nad ultrami, to sem omenil svojemu trenerju, je rekel, zate je 800 metrov ultra zaenkrat. Sem vesel, ko so bili takrat pametni in so nas tako bremzali, rekel, niti razmišljanje o tem, to bo čas prišel. In po 5 letih sem atletiko nehal trenirati, po 10 letih potem, ko sem pa spet začel teči in se spomnil vsega tega za nazaj, sem skozi imel to romantično predstavo v ultrateku. Najbolj, kar lahko rečem, da se mi je razbila romantična predstava, vedno sem mislil, to so oni dolgi, počasni teki, zdaj se pa izkazuje, da niso počasni, da je treba biti hiter. Ampak ja, vedno me je vlekel v to, sem pa zelo dolg, s tem se lahko pohvalim, pa svetujem drugim ne prehitevati. Jaz sem zelo dolg, zelo počašil, vedno sem imel, da bo to dolgoročni plan. Recimo, zdaj že par let razmišljam o Tour de Jeanu, ta 300 km in sem si še zdaj rekel, pa še par let bom pustil. Ni treba skakati, ko je prva kljubica 100 km, reč naslednja je 100 mil. Jaz pravim narediti 10-krat 100 km, pa potem, ali pa tako kot je recimo preskok iz polmaratona na maraton. Tako da sem se malo držal nazaj, tudi hitrost mi nekaj pomeni, ker sem videl, če bom prehit podaljšal, bo dejansko preveč nekaj hoje vmes pa tako, ampak te potegne, to se mi zdi, te potegne, res je. Ima svoj doživetja na teh tekmah so nekaj zelo posebnega. Tako da zato se mi zdi, da se vsi vračamo. Ni, ne vem, eni poveličujejo, tako kot je Dominika rekla, mi je zelo všeč. Meni noben cilj mučenje samega sebe, v tem res uživam. Eni poveličujejo ta šport kot neko trpinčenje, tako da ga dojemamo na različne načine. Jaz ga ne. Jaz na tekmo grem tako, da bi čim dlje časa užival. Da čim kasneje pride trpljenje, ga sprejmem, ko pride, ampak ne pa s ciljem, da komi čakam, da bo to. In delam na tem, da kriza mine in komi čakam. Potem je pa največji užitek pride. Ko krize minejo in si spet v redu, to se mi zdi, da je tisto, kar nas vedno potegne nazaj. Aplavz, prosim. To je odlično. Ni več kaj dodati, spoštovane, hvala Anžetu, Dominiki, Barbari in Blažu. Lahko bi še govorili še 2 ali pa 3 ure, sigurno, očitno se bomo mogli še kdaj dobiti taki sestavi še kje druge. Pa tole nadaljevati, Blaž vem, da bo še Viktor zapovedati, Barbara tudi tam ne grize, ja, Ustanco, Dominika, ja, pa rekla, za tole ste me sem spravili, ja, hecam se, seveda se malo hecam. Še kakšno vprašanje, sicer bomo tale čudovit večer zaključili, hvala tudi vam, da ste prišli v takem številu, res fajn, prej so bila tle, z Gregom pa je bilo še vse prazno, 15 do, potem ste pa kar prišli z avtobus, ne, res vsi naenkrat, tako da fantastično, hvala tudi vsem, ki to gledate na YouTubeu. Kje se pa dobimo 14.6. Gregor? Črne Nive na Delirsko Bistrico, vabljeni na snežniške teke. Hvala vsem, aplavz, lep večer, se vidimo.